Vsi, ki ste z nami, vas lepo pozdravljam. Danes v taki obliki, kot še tudi nam ni znana, smo nekaj bolj začetniki, kar se tiče priprave webinarjev, tako da prosim za mičken potrpežljivosti, za morebitne kakšne tehnične zaplete, ampak z vsakim webinarjem bomo bolj spretni. Je pa dejansko plan zdaj glede na razmere pripraviti še kakšen webinar, torej ni ideja, da so predolgi, še ta bo daljši, kot sem si ga v planu, kot smo si ga v začetku zamislili, tako da bo pa danes bolj tema kašlja oziroma drugi izdelki, ki jih nekako uporabljamo pri dihalih iz našega asortimana Soria Natural. Zaenkrat, Tina, je vse v redu? Ja, super. Super, ja. Dobro. Zdaj, samo ena opomba, vmes vam bom kazala tudi naše izdelke, ne? Ampak ker je, v bistvu zdaj imate verjetno na večji del tega displeja vam kaže, zaslona vam kaže, torej projekcijo. Ko boste želeli, torej ko bom držala izdelek v roki, kliknete dvakrat na sliko, na mojo sliko in se vam bo pokazal, torej boste tudi lažje videli, kaj vam želim pokazati. Ko pa želite nazaj na projekcijo, dvojni klik na projekcijo in imate spet projekcijo na večje. Tako da to je zdaj samo, kar se tega tiče. Mogoče še to omenim, da spodaj imate naš splet, torej spletno stran in tukaj dobite ogromno enih informacij. Naša Tina je zelo ažurna in natančna in zelo praktična tudi informacija in spletna stran je res dodelana. Tako da vas toplo vabim tudi na spletno stran, če še niste bili. Zdaj sem začela nekje na sredini, mislim pa, da vas nisem še lepo pozdravila, vse, ki ste z nami danes, tako da toplo dobrodošli in toplo pozdravljeni. Pa bi v bistvu pa zdaj kar začeli. No? Za webinar smo se odločili pač glede na razmere, glede na našo željo, da pridemo v stik z vami in pa glede tudi v bistvu na vašo željo oziroma potrebo, kar se je zdaj pokazalo v tem času, glede na številna vprašanja na to temo, o kateri smo pač danes pripravili to predstavitev, ta webinar. Tako da zdaj bi pa že kar začela z kašljem. Kašelj je seveda znak, ki spremlja mnoge bolezni, torej ne govorimo samo o dihalnih težavah, ampak najpogosteje pa je v bistvu to en znak dihalnih problemov. Dva tipa kašlja sta, en je produktiven, drugi je neproduktiven, oziroma eden je torej produktiven, včasih mu rečejo moker, zakaj? Zato, ker v dihalnih poteh nastaja večja količina sluzi. In sredstva, ki dobro delujejo pri tem kašlju, se imenujejo ekspektoransi oziroma ekspektorantna sredstva so to in tudi rastline seveda imajo tak način delovanja. Kako delujejo? Ti sem mogla poslušati jo svoje, tudi če jih nimaš gor, Samo sekunda, da bom jaz sklele. V bistvu vas naprošam, samo če lahko, čakajte, bom jaz dala na mute tukajle, tako da bomo lažje spremljali naprej. Ok, gremo naprej, kje smo ostali. Torej pri produktivnem kašlju, ne, tukaj je seveda ideja, da ta ekspektorantna sredstva nekako raztopijo gosto lepljivo sluz, ki jo imamo v dihalnih poteh in ji omogočajo premik ven iz telesa. Medtem ko pri drugem tipu kašlja, to je pa neproduktivni ali suhi, to je kašelj, običajno se reče brez sluzi, pa uporabljamo rastline v našem primeru, ki kašelj blažijo ali odpravijo. Tako da gremo kar naprej. Eno smo preskočili. Takole, ja. To so kapljice timijan, torej najprej bi začeli z našimi kapljicami, torej so kapljice timijan ekstrakt oziroma timijan ekstrakt kapljice. Tu notri je Thymus vulgaris. Timijan v bistvu zelo lepo deluje torej zelo lepo deluje ekspektorantno, torej pretežno ekspektorantno deluje.
kar pomeni, da topi sluz in omogoča njegovo mobilizacijo, torej premikanje. Ima tudi zelo dobro razkuževalno moč timijan in omenila bom pa tudi pomoč pri odpravi glist. Tako da danes sicer se fokusiramo na kašelj oziroma na dihala, ampak ne morem mimo tega, da kakšen izdelek, ki je zelo močan tudi v drugem segmentu, da vam ga omenim. Tako da to je to, kar se tiče timijana. Demonstrirala vam bom tudi, kako zdaj za tiste, ki še naše izdelke ne poznate, to so kapljice timijana. Pred vsako, te so moje domače, naše domače, ki so že, vidite, čist pri koncu. In pred vsako uporabo se kapljice premešajo. Tina, a jih je kaj več? Slučajno, da moram koga še sprejeti? Dajte mi samo sekundo. Ne vidim, da bi bilo še kaj več. Lahko še jaz samo preverim? Ok, v redu, dobro. Ja, torej zdaj v bistvu kako se kapljice uporablja, snima se pa tudi, ne? To je kapalka, najbolj priporočljivo je, zdaj lahko kliknete na slikico, najbolj priporočljivo je, da najprej, ko dobite kapljice, jih najprej premešate. To je v bistvu tudi na vsaki embalaži napisano kot pomembno opozorilo, da se jih premeša. Včasih se naredi usedlina, ki sega precej visoko po steklenički, to ni nič hudega, to je vse normalno, je pa potrebno torej največ premešati pred prvo uporabo. Ko ste premešali, ko vidite, da je vsebina koliko toliko homogena, se potem seveda kapljice vsrka v kapalko in tu vidite, da je v bistvu kapalka označena z merilom, torej pol in pa 1 mililiter. In za odrasle to pomeni praktično za vse kapljice, ne samo za timijan, zato se tu zdaj majčkeno bolj zadržujemo. Je pomembno, da si pogledate to kapalko oziroma da je doziranje 1 mililiter 3-krat na dan. Oprosti, lahko malo dvigneš, da se vidi kapalko. Samo še majčkeno, tlele se nam je nekdo pridružil, pa bom jaz samo tole sprejela. Admit, ok, dobro. Pozdravljeni, še nova gospa se nam je pridružila, tako da mi pa kar nadaljujemo, trenutno smo pri timijan kapljicah, tako da zdaj lahko vzame, torej 3 mililitre na dan je učinkovit dnevni odmerek za odrasle, tega pa lahko razdelimo torej na 3 doze, torej 1 mililiter 3-krat na dan ali pa mililiter in pol 2-krat na dan. Za tiste, ki jim pač ni priročno, da jemljejo kapljice 3-krat na dan, lahko tudi 2-krat na dan vzamejo, ampak potem bodite pozorni, da 3 mililitre vseeno zaužijete. Kapljice timijana so primerne tudi za otroke in sicer od 5 let naprej, oziroma reka tudi že kakšno leto prej, med 5 in 12 leti, to je zopet doziranje, rekla, uniformno za vse kapljice, če so kapljice primerne za otroka, v tem primeru pa so, od 5 let naprej do 12 imamo polovično dozo odraslih. To pomeni pol mililitra 3-krat na dan. Seveda je razlika med 5 in 12 leti, pri 5 letih se držimo pol mililitra, pri 12 je pa to že praktično cela doza. In za odraslega bojo take kapljice trajale 16-17 dni. To pomečkan za občutek. Še nekaj, na tem mestu se omičkan bolj zadržali, da gremo čez te tehnične zadeve. Torej v tem primeru bi jaz imela 2 možnosti, kako kapljice jemati. Ena varianta je, da jih enostavno posrkam v kapalko in zlijem v vodo, verjetno vidite, ne? Še bolj se raztopi, če dam najprej kapljice, pa potem vodo. Tudi to ni problem, zdaj, če bi imela eno žličko pa zmešala in spijem. Druga varianta pa je, zlasti še, če želimo to lokalno delovanje in v bistvu vsi te izdelki, zdaj, ki jih bom omenila v tekoči obliki, je to čisto zaželjeno, tudi zaradi, seveda, v prvi vrsti zaradi vidika boljše absorpcije, se da enostavno pod jezik, kjer je bogat preplet žil in absorpcija zelo učinkovita, ali pa, rekam že ta učinek, da pustimo v ustni votlini minuto in zadržimo in potem pogoltnemo, je pač to tudi možno za
tudi za lokalno delovanje. Tako da, če nas praska po grlu ali kaj takega in potem lahko tudi pač kapljice zadržimo pod jezikom oziroma v ustni votlini. Omenila bi samo še to, da timijan kapljice niso edine, kjer je timijan prisoten v naših izdelkih. V bistvu jih je kar precejšnjih od obeh sirupov in še v pršilu, ampak te bomo še kasneje omenili. Na tem mestu omenim samo česen kompleks, ki vsebuje tudi timijan. Kompleks je pa mišljen za notranje parazite. Ok, pa gremo naprej. Torej, zdaj smo zdaj spet en preskočil, tako. Pa smo pri drugem izdelku. To so kapljice rosike. Imate jih tudi na sliki in pa držim jih v roki. Zdaj, rosika, v bistvu, če bi gledali po literaturi, bi opazili, da je dejansko dobra pri obeh tipih kašljih. Torej, našli bi rekla, utemeljeno razlago, zakaj uporabljati pri obeh tipih kašlja. Je pa res, da recimo naše povratne informacije kažejo, da kašelj, ki zelo vztraja, ki je dolgotrajen, dražeč, moti že na koncu kvaliteto življenja, ker dejansko je včasih tako nadležen, da ne moremo niti enega stavka spregovoriti, pa nas že sili na kašelj in je lahko posledica ene čisto običajne virusne infekcije, traja pa v bistvu precej dolgo. Lahko govorimo tudi v mesecih. Tako da za rosiko lahko zelo pohvalim. To je okroglolista rosika, po latinsko Drosera rotundifolia. Homeopatom je poznana pod Drosera. In je v bistvu odlična pri reševanju predvsem tega suhega, dražečega, vztrajnega kašlja. Marsikoga je rešila, slišim povratne informacije, ki so res številne, ampak večinoma so nekako na to temo oziroma na ta način. Pravijo, sem kašljal ali kašljala dlje časa, res je bilo zoprno moteče, probala sem marsikaj ali pa probal sem marsikaj, pa ni bilo nekega izboljšanja. Rosika je res super pomagala. Tako da lahko zelo pohvalim. Tako da je za odrasle in za otročke. Marsikdaj je tudi kakšnega otročka že rešila, ko se po noči zbujajo, pa vemo, da smo mame potem celo noč neprespane, ker otrok se matra s kašljem, je tudi marsikjeremu otročku pomagala. Uporablja se lahko od 1 leta naprej. Zopet doziranje je podobno, kot smo prej omenili, torej 1 ml 3-krat na dan oziroma 3 ml za odrasle, medtem ko med 5 in 12 leti je polovična doza, to je pol mililitra 3-krat na dan. Nad 1 letom oziroma med 1 pa 5 leti pa je, taka čist uniformna doza do 8 kapljic 3-krat na dan. Spet seveda je tu razlika, ali imamo 1-letnega malčka pred sabo ali pa 5-letnega. Pri 5-letnem lahko komot damo že pol mililitra 3-krat na dan, medtem ko pri 1-letnem pa nekaj kapljic 3-krat na dan, pa eventualno to dozo potem povečujemo do neke meje. Tako da, to je mislim, da to, kar sem želela vam povedati za rosiko. Lahko prosim deliš PowerPoint, da ga vidimo? Saj je, drugače jaz imam na share, samečka. Bom še enkrat ga izklopila, pa še enkrat dala, ga ne vidite? Samečka sem, da najdem še čist spodje. Če sem jaz kaj narobe, kar oprosti, drugi video zgleda. Ok, ne, samo zdaj moram pa dati dol, veš, ker... Dobro, ajde. Tukaj še nekdo, ki čaka, samo sekundo, da še tega sprejmem noter. Zdaj dala spet stop share, pa sprejela tega, ne v redu. Tukaj je nekdo, jaz ga vidim, ok. Dobro. Čekaj, ne vidim, ki je tale zdaj, spodaj se mi je čist skril. Se opravičujem, samo mečkam, da jaz lahko dam tole na ta veliko sliko, ne vidim, ki je spodaj, veš. Čist mi je skrit. Dala na tole. Aha, v redu. Kje pa si zdaj ti?
Se opravičujem, samo sekundo me dajte. Reading view. Zakaj? Bomo zdaj tako, a se vidi, Tina, kakor to koredo. Ne najdem tiste projekcije, kjer dam na te veliko prezentacijo. A se vidi? Tina? Jaz vidim, ampak je zdaj kašelj. Ja, vem, ja, se bom spremenila tole samo, da grem naprej. Drugi vidijo. Dobro, zdaj smo pri sladkem korenu. Ne najdem, ki bi dala tega na ta velik, da se bojim karkoli pritiska, da nam pa še slabše. Ok, zdaj smo pri sladkem korenu. Sladki koren je v bistvu ena zelo fina rastlina, ki jo definitivno utemeljeno omenjamo tudi na tem mestu. In sicer zopet v bistvu govorimo, ni sladki koren rastlina, ki bi jo po našem mnenju uporabili ob prvem kašlju. Razen, če ste že sprobali in rosiko in kakšno drugo sredstvo, pač, ki mu zaupate, je mogoče na drugem mestu za uporabo. In sicer, če gre za dlje časa trajajoč kašelj, in pa ta kašelj je lahko bolj produktiven. Tudi, če bi bil suh, ne bo narobe, če bi uporabljali sladki koren kapljice, ker lahko deluje tudi tukaj dobrodošlo. Mogoče bi prvo ponudili rosiko ali pa probali rosiko, če slučajno ne bi rosika pomagala, pa se definitivno spomnite na sladki koren. Zlasti tisti, ki imajo še težavo z želodcem in recimo sladki koren je izredno dobra protivnetna rastlina, ki lepo pomaga pri vnetjih želodca, celo do te mere, ko pride do ulkusov. Seveda tukaj govorimo o dlje časa trajajočem delovanju. Jemanju, pardon. Za ostale izdelke do zdaj, če ste slučajno pomislili, koliko časa bi bilo potrebno jemati, jemlje se jih do izboljšanja. Do izboljšanja, kakšen dan, 2, še 3 zatem, potem se načeloma preneha. Prav tako sladki koren, če govorimo o kašlju. Če pa je seveda zdaj problem tukaj tudi v želodcu, da tisto, kar sem prej omenila, recimo ulkus oziroma vnetje, povečana želodčna kislina, tudi gerb, je pa seveda smotrno jemanje na daljši rok. Rastlina ima nekoliko previdnosti, oziroma moramo upoštevati nekaj opozoril, in sicer ne jemlje se jo na dolgi rok, kar pomeni, da bi kar 3 meseca skupaj jemali, ampak največ v enem 4 do 6 tednov, potem pa naredimo tako imenovane vikend pavze. Pomeni, recimo od ponedeljka do četrtka se jemlje, od petka pa do nedelje pa ne. Ampak prvo govorimo 4 do 6 tednov lahko skupaj, kasneje ne. Kasneje pa, vikend pavze. Tisti, ki imajo povišan krvni tlak in se zdravijo zaradi njega in je tlak še zmeraj neurejen, takim sladki koren odsvetujemo. In pa, kar se tiče otrok, se jim lahko ponudi sladki koren nekako nad 6 leti. Prej ne. Tako da, to je, kar se tiče sladkega korena, zelo dobra rastlina, sladka po okusu. Tako da, to je, kar se tega tiče. Mislim, da je to vse, kar sem želela na tem mestu sladkem korenu povedati. Zakaj ne najdem tukaj tega? No, pa pojdimo naprej. Upam, da smo še vsi. Tukaj, zdaj bi vam rada demonstrirala še, oziroma nekaj povedala o sirupu Lažje dihajmo. Zdaj, če smo pri čisto najmlajših, od 1 leta do 3 let je v bistvu ta sirup zelo dober, tudi kasneje ni problem, načeloma je mišljen do 12 let, še tudi odrasli bi ga lahko imeli, ampak potem bi ga v bistvu uporabili zelo, zelo hitro. Tako da notri, tu je 150 ml embalaža. Imate priloženo tudi žličko. Omenim samo, da v tem sirupu je pestra kombinacija rastlin, od timijana, evkalipta, tudi rosika, ki smo jo prej omenili, meta, sles, propolis, črni bezeg, je v bistvu vse v tem sirupu, kar pomeni oba tipa kašlja, prehlad, gripa in druge dihalne težave. Omenila bi samo to, pri odpiranju, včasih kdo
ima kdo težave s tem, najprej je potrebno pritisniti dol in odprt. Torej pritisnemo in odpremo. Ne? Če bi samo želeli odpreti brez prvega pritiska dol, ne bomo uspešni. Pritisnemo in odpremo, potem pa ja. Kar se tiče doziranja, je napisano vse na embalaži, tako da zelo natančno, v bistvu, in pa si lahko samo preberete na embalaži, žlička je priložena, označeno 5 in 10 ml, tako da tukaj je zadeva zelo preprosta. Menim še to, da je izredno prijetnega okusa, kar je ključno pri majhnih otročkih, ki če je izdelek še tako dober, pa jim okus ni všeč, ga mame težko spravijo vanje, tako da tukaj s tem ne bo težav. Ok, potem pa gremo naprej in sicer smo pri sirupu ekspektonat. Tudi naši, pač tisti, ki nas najbolj ažurno sledijo, ga morda ne poznajo, zato ker sirup je relativno nov. Mišljen je za odrasle. Dejansko je zelo podoben sirupu Lažje dihajmo. Zdaj, če ga dam skupaj, vidite, da je razlika v količini. V ekspektonatu je deci sirupa več, torej 250 ml embalaža. Razlikujeta se tudi v temu, sicer podobna sestava rastlin, vendar 3 rastline, meta, propolis in timijan, pa so v ekspektonatu v eteričnem olju in te rastline načeloma imajo bolj poudarjeno delovanje pri produktivnem kašlju, zato ima ta sirup nekoliko poudarka za produktiven kašelj. Potem doziranje je nekoliko drugačno kot pri sirupu Lažje dihajmo, ampak zopet ni zapleteno. Tukaj imate pa v bistvu pokrovček z oznako 20 ml. Samo da tega le še sprejmem. Torej še nekdo se nam je pridružil, pozdravljeni. Zdaj smo, mislim, že kar nekaj izdelkov obdelali. Tako da smo pri sirupu ekspektonat, ki je za odrasle. Kot rečeno, po sestavi podoben sirupu Lažje dihajmo, ki je za otroke. S tem, da je tukaj vsebinska razlika ta, da so tri rastline, ki imajo nekoliko bolj poudarek na produktiven kašelj, bolj poudarjeno delovanje pri produktivnem kašlju, so v eteričnem olju. In tudi z tega vidika je to samo za odrasle oziroma 12 let naprej. Torej, 20 ml se natoči v tale pokrovček 3-krat na dan za odraslega. Okus je zelo zanimiv in praktično vsi, ki so ga probali, so to potrdili. Zelo tudi markanten. Učinek se takoj pokaže in sicer na odprtje dihalnih poti. Praktično vsaka, ki ga je probala od magister farmacij, so dejansko zelo pohvalile in ta občutek, ta učinek je bil takojšnji. Ne glede na to, da je nov, so prve povratne informacije že in so zelo spodbudne in to nas zelo, zelo veseli. Tako da mislim, da ta sirup bo našel še kar precej zadovoljnih ljudi, ki se matrajo s svojimi kašlji oziroma imajo tukaj šibko točko. No, da vidim. Ja, pršilofarinol, smo že pri naslednjem izdelku, to je pršilofarinol. Zdaj, kako se to povezuje z kašljem? Marsikdaj pri kašlju v bistvu tako močno kašljamo, tako dolgotrajno, da nas že vse boli. To je lahko posledica ali pa v končni fazi pride do tega, do bolečin v grlu, žrelu, do vnetja že prej. Hripavost je precej pogosta in pršilofarinol je v bistvu zelo dobro. Bomo še enega sprejeli, samo sekundo. No. Pozdravljeni. Pršilofarinol je torej zelo primeren pri vnetju grla, žrela, pri hripavosti, pa tudi pri razjedah na dlesnik, torej v ustni votlini. Pri recimo starostnikih se marsikdaj proteza ne prilega najbolje, jih ožuli, zato je tudi farinol dobrodošel. Sicer
Pa kako je z doziranjem? Gre za pršilo in sicer se poprši 1 do 2-krat na 3 do 4 ure. Tudi kakšen špric več ne bo, torej bo kvečjemu dobrodošel. Tole je v bistvu 30 ml embalažica, tako da glede na povedano, kar se doziranja tiče, bo tale flaška trajala kar nekaj časa. Načeloma je za odrasle, pa tudi nekoliko starejše otročke. Tam se seveda šprica nekoliko redkeje. Okay. Pa gremo naprej. Potem smo pa še pri zadnjih 2 izdelkih, ki smo jih mislili danes obdelati, in sicer je to Origano Candy Clean tablete. Torej, to so pa ene izmed zaenkrat redkih tablet, ki jih imamo v podjetju Fitosan na voljo. Gre pa za zelo učinkovit izdelek, ker gre za eterično olje origana in klinčkov v gastrorezistentnih, ki so formulirane v gastrorezistentnih tabletah. Tako da ena dodatna moč, izredno močno delovanje, govorimo, lahko tudi uporabljamo, torej svetujemo ta izdelek, torej Origano Candy Clean tablete, tudi kot naravni antibiotik, protivirusno delovanje, tudi je za koristiti. Še tako. Zdaj, kar se tiče naše današnje tematike, izredno dobro deluje Candy Clean pri vnetju grla, žrela, sinusov. Sicer pa zelo lepo pokaže svoje delovanje tudi pri črevesnih parazitih in vnetju mehurja. Kot sem rekla prej, dejansko kot nek naravni antibiotik ali pa antivirotik. Je pa samo za odrasle. Ta izdelek je samo za odrasle, gre za tablete, ki jih kot prvo malčku težko spravimo po grlu, pa tudi po delovanju zaradi samih vsebnosti eteričnih olj niso primerni za otroke. Razen mogoče takrat, ko že čisto normalno, ko zna požreti tako tableto, torej pogoltniti tako tableto, vendar to še zmeraj govorimo o starosti 10-11 let najprej. Za odrasle je doziranje 1 do 3 tablete na dan, do največ 6 tablet na dan. To je, kar se tiče tega. No, evo, zdaj smo pa že praktično pri koncu. Pa bi samo še beseda o kapljicah ameriškega slamnika v kompleksu. To je ta izdelek. Zdaj, kar se ameriškega slamnika tiče, kot rečeno, verjetno bomo pripravili še webinar na temo odpornosti, kar bo verjetno zdaj tudi dosti aktualno, oziroma je aktualno, torej kako dvigniti svoj imunski sistem, kako mu pomagati. Zato na tem mestu slamnik samo omenim, ker je tudi dobra pomoč pri že izraženih težavah dihalnih obolenj. Tako da ni samo ameriški slamnik, v teh kapljicah notri sta še timijan in pa propolis. Torej, govorimo o oslabljenem imunskem sistemu, takrat se uporabi te kapljice, preventiva pred okužbami pri simptomih gripe in pa drugih vnetih dihalnih poti. Doziranje je podobno, kot smo omenili že prej, za vse kapljice, torej še enkrat za odrasle 3 ml na dan, za otroke med 5 in 12 leti pol mililitra 3-krat na dan, medtem ko kakšno leto mlajši lahko prejmejo do 8 kapljic 3-krat na dan. Za najmlajše imamo pa sirup, ki ga bomo pa na drugem mestu, o njemu bomo pa pač na drugem mestu kakšno besedo več rekli. Tako da zdaj zaenkrat se približujemo konec prezentacije. Rada bi samo še naredila en povzetek, mogoče, da bo lažje. Torej, zdaj, če govorimo o blagem kašlju, ki je nekoliko bolj produktiven, so primerne timijan ekstrakt kapljice.
Če govorimo o dolgotrajnem kašlju, ki je suh, dražeč, so primerne kapljice okrogloliste rosike. Če je tudi kašelj vztrajen, pa je morda bolj poudarek, nekoliko več sluzi v dihalih, predlagamo sladki koren kapljice za otroke nad 6 let in vse ostale. Medtem ko za najmlajše imamo torej sirup lažje vdihajmo, lahko tudi rosika. Medtem ko pri odraslih je pa zlasti pri tistih, ki imajo produktiven kašelj, se pa že kažejo izredno spodbudne povratne informacije sirupa ekspektonat. Omenili smo še farinol, pršilov farinol, pri vnetju grla, žrela, hripavosti pa pri razjedah v ustni votlini, origano, kandiklin tablete in pa ameriški slamnik, kompleks kapljice.